Zdravo, banda, ne glede na to, ki nas gledate na TV-ju ali pa na YouTubu, to je Osvežilna fronta in z nami Igor Harp, Batmanolog. Zdrav. A ti poznaš vse statiste v filmih v Batmanu? Niti slučajno. Pol Andraž itak ni imel nobene možnosti za preživetje. Nobene. Še Tim Burton, ko je prvi Batman film risal, je šel risati si ljudi v sceno, jih preštet, da je vedel, koliko ljudi najet, pa jih tudi ni poznal po imenih. Kam moraš hoditi v šolo, da postaneš Batmanolog? Uradno sem hodil na filozofsko fakulteto. Pa si ti dejansko diplomiran geek. Diplomiral sem z Batmana, kar je bila moja druga izbira. Prva izbira je bila še bolj geekovska, Cyberpunk. Kdo sploh je geek? Geek je zdaj nekako vsesplošen termin postal. V osnovi so bili to predvsem fantje, ki so imeli radi znanost, matematiko, znanstveno-fantastični žanr in grozljivke. Tebi je kul, če ti nekdo reče, da si geek, ali je to tako malo zbadanje? Ne vem, zakaj bi mi bilo to negativno. Bistvo geekovske kulture je v sprejemanju drugačnosti. Bistvo znanstvene fantastike je v odpiranju novih svetov in stripov tudi. Zato zame to nosi zelo pozitiven termin. Ker je dejansko vse mogoče. Ja. Zakaj pa sploh potrebujemo v tem našem svetu, superjunake, nekako bogovom smo se počasi odpovedali, znamo razložiti neke naravne pojave, ampak superjunake pa še vse nas vlečejo. Če hočemo iti čisto sociološko, če imamo nekoga, ki lahko vse probleme sveta reši tak, seveda hočemo to. S tem, ko postaje svet vedno bolj kompleksen, hočemo preproste rešitve, ampak dejansko jih ni. Enega najboljših pogledov na superjunake pa ima Varuhi, film, še bolj pa strip, kjer je predstavljen zelo drugačen svet, kjer superjunaki obstajajo in kako bi deloval glede na našemu podoben timeline. Leta 1983 je bila v Ljubljani konvencija Eurocom, pol pa nekaj časa nič, pred 5 leti pa na meji nevidnega. Zakaj ta nihanja v geekovski kulturi? Tukaj je vsekakor povezano s tem, da če se najde ekipa pravih fanov, bo stvari naredila in pritegnila tudi druge. Navdušenje na to kulturo vedno je in vedno bo, pač ker je kul. Ta moja teza ne bo zdržala, da rabimo danes več superherojev in smo zato bolj naklonjeni tej kulturi. Vsekakor bi nam kak superjunak lahko pomagal rešiti težave. Ali pa superjunakinja. Ali pa superjunakinja. Superman v enem od filmov so jedrsko orožje odnese in ga vrže v sonce. To ne bi škodilo. Kje si super. Mislim pa, da moramo kot družba se sami drugače zorganizirati in rešiti svoje probleme brez pomoči skoraj. Ti hodiš na konvencije in srečanja? Seveda. Na Meteorito v Jesenicah, Grossmana in tudi na meji nevidnega. Če vam je bila všeč, itak da vam je bila, potem lajkite, pa šerajte kar. Če deliš, dobiš.